Nogometaši Domžal so se v prvi domači prvenstveni tekmi v letu 2017 pomerili s Koprom. Tekmeca sta pomlad začela z remijem 1:1, rumeni na gostovanju pri Rudarju, Koprčani pa doma proti Celju. Trener Simon Rožman je na igrišče poslal isto 11-terico igralcev kot v Velenju, kjer so njegovi varovanci prikazali odlično predstavo, a nesrečno izgubili 2 točki. Tudi tokrat so manjkali poškodovani Bratanović, Dobrovoljc, Žuninjo in Kombi. Srečanje so sredine igrišča začeli gostje iz Obale, prvi strel proti vratom pa so sprožili Domžalčani in to že v 35 sekundi, ko je takole akcijo začel Jure Balkovec, Vetrih je prepustil Volariču, ta je streljal z desnico mimo desne vratnice vrat Kopra. 8. minuta, prva priložnost za Koprčane, odličen predložek Palka, streljal je Pekjuson, toda previsoko. 12. minuta, Franić za Volariča, močan predložek pred vrata, zamudil je Firer. 7 minut pozneje, kot za Domžalčane, Majer na drugo vratnico, tam je do strela prišel Franić, na pravem mestu pa Marjan Antolović. 25. minuta, v napadu Koprčani, Pučko proti Pekjusonu, ta je prodrl v kazenski prostor, streljal z desnico mimo leve vratnice. Minuto pozneje, priložnost za Domžalčane, Širok je ukradel žogo na polovici Kopra, Franić je podaljšal do Firerja, ta je imel izjemno priložnost, streljal je v levi kot, izkazal pa se je Marjan Antolović. 28. minuta, nova akcija Domžalčanov, Franić za Vetriha, strel z glavo, znova na pravem mestu Antolović. 2 minuti pozneje, znova v napadu Domžalčani, Širok je takole v kazenskem prostoru našel Franića, ta je streljal in še enkrat več odlična obramba Antolovića. 33. minuta, out Balkovca, našel je Majerja, ta je močno sprožil z desnico in še enkrat več na pravem mestu vratar Kopra. Domžalčani so bili za številne zapravljene priložnosti kaznovani v 37. minuti, prodrl je Pučko, nadaljeval je Ibričić, Vetrih je odbil žogo do Andre Jašića, Milić do Ibričića, podajal v sredino, tam pa je nespretno posredoval Miha Blažič in zatresel lastno mrežo za vodstvo Kopra z 1:0. To je bil tudi izid prvega polčasa. Med odmorom je trener Simon Rožman opravil prvo zamenjavo, na mesto Volariča je vstopil Matjašič, zamenjava tudi pri Koprčanih, na mesto Palka je na igrišče stopil Križman. 48. minuta, prva priložnost za Domžalčane v drugem polčasu, strel Franića, žoga se je odbila do Široka, ta je sprožil z desnico, toda brez težav za Antolovića. 54. minuta, prosti strel za Koprčane, Franić za las mimo desne vratnice. 59. minuta, predložek Balkovca, gostje so odbili do Matjašića, ta je streljal, žoga pa je končala v kotu. V 69. minuti prodor Repasa, ki je vstopil v drugem polčasu, odbita žoga do Vetriha, ta je sprožil od gostujočega branilca, se je žoga odbila v kot, domači so zahtevali 11 metrovko zaradi igre z roko, vendar niso je dobili. Predložek Repasa, odbita žoga do Ožbolta, toda tudi tretji rezervist Domžal v 74. minuti ni uspel izida izenačiti. 4 minute pozneje, znova v napadu Domžalčani, poizkus Majerja z levico, brez težav za Antolovića. Smo že v sodnikovem dodatku, 92. minuta, predložek Husmanija. Gosti so odbili do Matjašića, ta je poslal lep predložek v sredino, tam je bil Jan Repa, streljal je z glavo, vendar premalo natančno za razpoloženega vratarja Antolovića. In še 95. minuta, napaka v obrambi Domžal, priložnost je imel Sandi Križman, na pravem mestu pa vratar Milić. Torej, tekma se je končala z minimalno zmago Kopra. Čestitke Kopru za zmago. Sigurno nismo zadovoljni, še več, mislim, da smo zelo razočarani, sploh nekako z samim uvodom v tekmo. Smo dovolili Kopru zadetek. Dejstvo pa je, da če ne daš zadetka iz svojih priložnosti, potem tekme ne moreš dobiti. Domžalčani bodo naslednjo prvenstveno tekmo odigrali v nedeljo ob 16:55, ko bo ob Kamniški Bistrici gostovala ljubljanska Olimpija.